končno smo se po 2 letih covida spet lahko zbrali in moram reči, da sem izredno vesel, da vas vidim tokrat v tako velikem številu. Mislim, da imamo vsi svoja mesta, tako da razen, tamle le še en gospod, tako da za tega bomo tudi našli še mesto. Dovolite mi, da otvorim tole naše srečanje. V bistvu gre za neke vrste razpravo, okroglo mizo, imenujte to kakorkoli hočete, o poplačilu gmotne škode in pa sprejetju zakonodaje. Danes bojo naše, bi rekel, društvene zadeve nekoliko bolj potisnjene v ozadje, kajti danes imamo v naši sredi tako predsednico Društva izgnancev Slovenije, gospo Ivico Žnidaršič, ki jo ob tej priliki lepo pozdravljam. Prvič imamo danes v naši sredi tudi nekdanjega predsednika Vlade Republike Slovenije, gospoda Marjana Šarca, predsednika LMŠ, z svojo ekipo. Imamo poleg, se pravi, območne organizacije Trebnje tudi novomeško organizacijo in pa, se pravi, delegate oziroma predsednike iz Šentjanža, Kočevja, Boštanj Sevnica, Studenec, Zagorje ob Savi, Raka pri Krškem, Ljubljana Bežigrad in pa Ljubljana Šiška. Gre za neke vrste serijo teh konferenc. Naslednja bo v Ljubljani, ki se bo izključno osredotočila na problematiko poplačila gmotne škode strani Nemčije in pa tisto, kar je ključno, že več kot 25 let za vse slovenske izgnance, da se končno najde nekdo, ki bo bil pripravljen in sposoben rešiti poplačilo gmotne škode, se pravi z vložitvijo zakona. Jaz ne bi tratil časa, imamo ga približno dobro urco in bi v tem trenutku predal besedo predsednici Ivici Žnidaršič, ki je seveda gonilna sila društva, da ukratko predstavi zakon. Pri njem je seveda imela ona glavno besedo, sodeloval pa je tudi častni član Društva izgnancev, gospod Franc Žnidaršič, dolgoletni poslanec v Državnem zboru in pa moja malenkost ter še nekaj članov. Se pravi, Trebnje je aktivno sodelovalo pri tem nastanku, tako da prosim, da pove še par besed. Seveda tudi Novo mesto je bilo aktivno in predajam besedo predsednici. Polej na koncu pa seveda bo tudi možno za kakšno vprašanje, kakšno razpravo, kakšno debato, mogoče kakšen pomislek in tako naprej. Tako da, predsednica, beseda je vaša, prosim. Lepo pozdravljeni. Moram reči, da izražam zadovoljstvo, da ste med prvimi krajevnimi organizacijami, ki ste se zdaj po tej bolezni sestali, in to je zelo pomembno zaradi volitev, tudi ker imamo posebne načrte tudi v predvolilni dejavnosti. Zelo me veseli, da je prišel tu med vas bivši predsednik gospod Šarec, ki je vedno pokazal izreden odnos do našega društva. Tudi, kot se spomnite, je bil častni govornik 19. leta v Brestanici, kjer smo imeli ob 7. juniju, dnevu izgnancev, zborovanje. In ga ni bilo treba zelo prositi, tako kot nam prejšnji predsednik vlade Cerar 4 leta ni mogel odgovoriti na naše pobude, čeprav smo leta 1915 celo posebno knjigo o problemih vojne škode naredili, da bi pač nova vlada lahko začela kaj delati.
No, tudi sedanja vlada je odklonila sodelovanje okrog teh naših pravic. Zelo nerodno je, da je tudi DS odklonila, kar nismo pričakovali, ne. Z ozirom na to, da je bil vložen prvič ta zakon, o katerem je predmet govora, 18. leta je bil v parlamentu, vendar samo v prvi obravnavi, v drugi ni prišel, ker so se začele volitve. Seveda, sedaj je pa izvršni odbor Društva izgnancev Slovenije sklenil, da letos pač izgnanci, begunci in svojci in potomci žrtev, da gremo letos na volitve vsi in da volimo stranko, ki je pripravljena vložiti tudi en predlog, eno našo osebnost v državni zbor. In to je gospod Šarec nam obljubil, da bo to naredil, zaradi tega je pred nami sedaj v vseh krajevnih organizacijah, da 24. aprila na volitvah volimo to stranko. Ker zdaj je pa dosti tega, da nismo politični. Ko pa gremo na volitve, smo pa vsi politični, pa moramo zbrati, komu bomo dali svoj glas. In zdaj je zadnji čas, da ta glas damo stranki, ki bo poskrbela ne samo za to, da se reši tale problem, ker ni velik za državo, ampak da se ohranjajo tudi vse te naše pravice, ki smo jih že dosegli, da nam ne bojo zmeraj nekaj jemali. To se pravi, pomembno je zdaj povedati vam tudi, da je pri tem zakonu, ki ga vam bom razložila, zelo podrobno sodeloval magister Žnidaršič in Gregor Kaplan. Oba sta z vaše krajevne organizacije in od tukaj smo zmeraj dobili zelo veliko pomoč. Seveda, Gregor Kaplan je tudi kot študent sodeloval na 21 in pomagal jih organizirati 21 informativnih konferenc po 3 ure vsak prvi ponedeljek v 90. letih, kamor ste tudi vi prihajali po vsa navodila, kako vložiti za pravice, ki so bili. Potem je skozi pisal nekaj, potem je pa še diplomiral na fakulteti iz vojne škode in magistriral. Gregor Kaplan je edini potomec, ki največ ve o izgnanstvu, največ ve o vojni škodi, o vprašanjih, ki so se reševali in vseh zadevah, ki jih zaradi tega bi bilo sijajno, da bi ga spravili v državni zbor, da bi tam pomagal pri teh zadevah, pa da bi nekdo vedel za ta izgan. Ker kaj mi skozi pogrešamo? To, da smo ostali izven zgodovine. Ker smo nas prehitro so nas izgnali, zato nismo mogli biti ne s partizani, ne z drugimi in smo ostali ven. Zato nas levica nikoli ni praktično priznala, desnica tudi ne, in smo mogli zelo trpeti teh 30 let, da smo ohranili in dosegli te pravice, ki jih imamo v osebni škodi. In zdaj seveda, da ne bi se pri teh zadržvala, imate tamle vsi, lahko vzamete tole brošurico, kjer pišejo pravice osebne, ki smo jih dosegli. Edino pa nam niso nikoli povrnili ničesar za gmotno škodo, kljub temu,
da je Avstrija vso premoženje tukaj pustila v Sloveniji na račun naše vojne škode. Poglejte, in mi smo naredili ta napor, da smo z arhivov potegnili vse podatke imenske in kopije tistega premoženja, ki so ga v Sloveniji zapustili Avstrijci. In iz tega bi lahko že država, ki ima zdaj to v tem holdingu ves denar, bi lahko že iz tega delno to nam povrnila. Tako da s tem, da smo zbrali vse podatke o tem, kako lahko izterjajo vojno škodo, edini smo zbrali vse podatke o vojni škodi, vseh agresorjev skupaj in posamično, pa tudi kaj je dobila Slovenija na račun vojne škode in bivša Jugoslavija, pa kaj je bilo priznano na reparacijskih konferencah. Vse te podatke smo zbrali, okrog 12 omar fasciklov je gradiva v tem, kako smo se borili za naše pravice. Zato je praktično sramota za slovensko državo, pa vse tele voditelje prejšnje, da niso tisto skromno reč, ko mi zahtevamo, da bi pač, ker smo zgubili vse premično premoženje, Hočevarji so uničili pa tudi premoženje, smo napravili en osnutek zakona, zdaj smo ga popravili, tistega iz leta 18 smo nekatere stvari še zmanjšali in seveda zdaj obsega 14 strani uvoda je v ta zakon, v katerem piše je vse o zakonih, koliko je vse ta zgodovinski del in zahtevki so napisani noter, zakaj je nujno, da se to plača. Sam zakon ima pa 34 členov. In v prvem členu piše, da je zakon namenjen slovenskim izgnancem in beguncem, ki so izgubili največ premoženja. A tole pri meni zvoni? Ja. Se oproščam, prosim. V redu. Pričejo iz vlade. Ja, se oproščam, ja, to je, kar zmeri zvoni. Piše v začetku, da je ta zakon namenjen izgnancem, beguncem, ker smo izgubili največ premoženja. Ker če je šel eden v partizane, eden v Belogardo, eden v izgnanstvo, v begunstvo, je tam ostalo doma, je nekdo čuval. Nas so pa cele vasi, vse družine izgnali, kompletne vasi in ta dolenjska mesta, Krško recimo in tako naprej. To se pravi, mi smo nazaj iz lagrov prišli leta 1945 brez vsake žlice. Zato je logično, da je zdaj zakon narejen na pravice za izgnance in begunce. Potem seveda je napisano, da bo treba narediti vlogo in sicer jo dati na upravno enoto. Upravna enota bo en vprašalnik, ki smo ga mi naredili že takrat za prejšnje zakone in zdaj upravna enota in na društvih boste dobili tiste formularje, če bo aktualen zakon, kjer boste pač napisali ime, priimek, podatke, tekočo številko in tisto, kar bo tam formalno opisali, to je v zakonu noter navedeno. Seveda to vlogo bo treba narediti na upravno enoto v enem letu, potem bo pa upravna enota te vaše podatke in ta zahtevek, ki ga boste tam dali, bo poslala na ta državni holding,
kjer je vse premoženje države s posebnim pooblastilom. Zelo pomembno je, da je napisano v enem členu, da je ta znesek, ki je namenjen, res simbolično 6.000. 6.000 evrov. In da se ta znesek naenkrat podeli v celotnem znesku. In da morajo upravne enote, ko dobijo ta zahtevek za to izplačilo, to narediti v 90 dneh. To se pravi, ne morejo to tako, kot so takrat leta za tisto simbolično odškodninco nam dajali skoraj 2 leti. To se pravi, morajo to zelo hitro narediti in da mora holding takoj tudi v enem mesecu, ko bo dobil odločbo upravne enote, da vam to izplačati to zelo, zelo hitro. Pomembno je tudi, da je notar člen, po katerem se od tega davek ne plača. Zdaj, seveda, jaz sem v krajevne organizacije že enkrat pisala o teh zadevah, tako da lahko podrobnosti vseh 34 členov vidite tudi v krajevnih organizacijah. Tako da moram vam reči, da vlada bodoča ali pa stranka, ki bi vložila ta skromen naš zahtevek, ne bo imela veliko dela, ker jim ne bo treba se ukvarjati ne z zgodovino, pa z razlago, pa kaj, ker je na koncu zakona še vseh 34 členov posebej obrazloženih. In je to cel ta paket zakona pripravljen. Rabimo samo nekoga, ki bo to bi normalno bilo, da bi vlada, če ne pa, da bi se v državnem zboru ta predlog dal na obravnavo. Poglejte, to je velika krivica, da se tega ni še naredilo. Zakaj? Zato, ker so denacionalizacijo vse vrnili, tistim grofom še in ne vem komu se, ki sploh niso bili v Sloveniji, pa se je vse vrnilo. Cerkvi se je vse vrnilo. Poglejte, zdaj so tudi kamot najdli, vrnili so končno sicer pozno tudi tem izbrisanim. Poglejte, zdaj seveda pomaga se kamot lahko tudi ob zdajšnji vojni. Moram povedati, da je Društvo izgnancev Slovenije ostro reagiralo na to vojno in na napad na Ukrajino. In vam povem tudi žalostno novico, da je podpredsednik mednarodnega odbora, ki ima sedež pri Društvu izgnancev Slovenije, 23. februarja umrl. To so strahotne tragedije. Vojna je blizu. Mi moramo protestirati proti vojni. Zakaj? Zato, ker smo to vojno skozi dali in vemo, kaj to pomeni. Čeprav nas niso tam, nas so pod orožjem izgnali in tam na prisilno delo nagnali in maltretirali v taboriščih. Begunci današnjega časa dobijo pa vse osnovne zadeve, ki so nismo naši begunci primerljivi, pa izgnanci z dogodki, ki so zdaj porajajo. Seveda, zato, ker se nikoli ne poravna škoda vojne. Škoda se vojne kar dogajajo. To, kar se zdaj dogaja, je sramota za voditelje držav, ki ne znajo preprečiti, da se to ustavi. Poglejte, kaj se to pravi, da se ni protestiralo, kakor je Amerika toliko škode naredila in brez potrebe vojne delala. Ja, zdaj pa tudi, kaj se to pravi, da so skozi govorili, da bo Rusija napadla, nam bi ustavili to. To se pravi, nimamo sposobnih voditeljev sveta. Za nas je to tragedija, ker smo to vojno dali skozi in je to groza.
Seveda, zdaj je tako. V izvršni odbor je sprejel sklep, da morajo izgnanci, begunci na volitve in voliti stranko Šarčevo. To smo sklenili. 22. decembra smo imenovali tudi poseben štab, 11 ljudi, ki bojo zdajle skozi do volitev skrbeli in hodili po terenu, da se prepriča izgnance, begunce, svojce, da je zdaj konec s tem, da tiste glasove razpršijo. Če so zainteresirani karkoli, da bojo imeli še naprej zdravstveno, socialno, pokojninsko varstvo in druge zadeve, ki ima ta stranka prekrasen program, naj volijo to stranko, ki priporočamo. Zdaj pa tega dosti veste, ker nihče v Sloveniji ni nikdar mignil, da bi kaj proučil v tej vojni škodi. Vse je to na disu nastajalo. To je groza, da praktično niso nikoli zaposlili niti enega človeka v Sloveniji, ki bi se ukvarjal s tem, pa ko bi proučeval za vlado, čeprav smo vse to, kar smo zbirali za vlado. Celo v Guinnessovo knjigo rekordov bi lahko prišli z vsem tem, kaj smo mi kot takole društvo naredili, da je 76 000 Slovencev dobilo to osebno odškodnino, 11 000 izgnancev za prisilno delo od Nemcev, ker država je bila proti, da bi zato kaj dobili po nemškem zakonu, pa smo to uspeli, kar je dokaz, da bi lahko tudi država, če bi hotela. Potem smo predlagali, da bi železnice, ki so nas kot živino vozili po teh labrih in celi Rajhu, pa niso podpreti, tako so Poljaki, Čehi, Slovaki, pa so dobili od nemških železnic marsikaj. Tako da zdaj smo se zmenili v izvršnem odboru, da naredimo vse, da bi končno uspeli, če bojo tako ljubeznivi v tej stranki gospoda Šarca, če bojo Gregorja pomagali spraviti v državni zbor, da bi tam enega imeli nekoč. Poslušajte, tudi zato, ker nihče v Sloveniji nikdar, vseh 80 let, ni niti en politik na državnih proslavah omenil izgnanstva, kot da to ni bila tragedija. To, da ni nikdar za nas nihče vprašal, tudi tisti, ki so okupatorji sodelovali, kam ste pa bi odpeljali 80 000 Slovencev? Kaj pa je z njimi? Da bi eden vprašal, jaz sem pregledala vse arhive tiste vojne tudi, vse 9 pokrajinskih arhivov za vse. Nič. Nihče ne omeni, da je kdo v izgnanstvu umrl. Spomenik so sredi Ljubljane ustvarjali vsem žrtvam, vsem o izgnanstvu ni rekel nobeden, da je ti spomenik tudi za naše izgnance. Ja, kaj se pa to pravi? No, prejšnji teden je bilo v Večeru objavljeno vse, kdo je ki je umrl. Vsi so bili navedeni v ujetništvu, kaj sem tam bolj, vsi povsod. Samo o izgnanstvu nič. Zato je to pomembno, da bo še ta mesec išla brošura, ki je naredila Zdenka Kaplan, o umrlih v izgnanstvu, in kako skrbimo za te, da bi se ohranili vse nekaj ljubov označenih z izgnanimi Slovenci. In z 50
50 nemškimi župani je sodelovala pri tem, da so ohranili nekatere grobove. To se pravi, mi smo vstali ven iz zgodovine. In dostkrat so me vprašali, pa kako je to mogoče, ne, da niso poskrbeli. In veste, kaj piše v zgodovini? Da so bili borci proti zaradi tega, ker nismo z lagrov pobegnili in prišli domov v partizane. Nismo mogli. Na naših posestvih so bili kočevarji, ne? No, tako da ne levica, ne desnica se niso posebej trudili, prisilili smo, kar smo prisilili, ne? Zato je zdaj za nas, da bi tole drobno reč, ne, ker kar je tako malo v tem, kar vsak dan vidite, kako država troši, ne. Moram vam povedati podatek, ker smo komaj zdaj zanjega zvedeli, ker je bila to skozi tajnost, da so do leta 2020 plačali 35.000 belogardistem, potomcem odškodnine in to nekaj tisoč evrov. Mi pa, mislim, zdajle zakon so naredili za tiste z leta 91 in je tam predlagali, da bo vsaka družina dobila 100.000 evrov. Mi pa zahtevamo za vse premoženje, ki smo izgubili med drugo svetovno vojno, simboličnih 6.000, da bi s tem še tem najrevnejšem delu izgnancev in beguncev pomagali kakšno kavo, pa sladkor, pa mleko kupiti. Na stara leta zdaj, da v tem ne omenim, da niso nikoli nobenega domova naredili za žrtve vojnega nasilja. Zdaj ne vem, če sem vam povedala, kako izgleda to, ta zakon je pripravljen. Ponovno izražam veliko zadovoljstvo, da ste prišli na ta sestanek in da se lahko srečamo z predsednikom Šarcem. Najlepša hvala predsednici za tole uverturo v zakon in seveda predstavitev zakonodaje. Mislim, da je bilo dejansko, kar se tiče tega povedano, vsi ključni elementi zakona so pripravljeni, dejstva so seveda neizpodbitna, vojna škoda je bila nekdanji državi priznana, popisana je bila, ocenjena je bila, vse je bilo narejeno in po 75 letih stvari še vedno niso urejene. Jaz bi na tej točki predal besedo gospodu Marjanu Šarcu, nekdanjemu predsedniku Vlade Republike Slovenije in predsedniku liste LMŠ, da mogoče tudi on nekako osvetli to problematiko svojega zornega kota in pa seveda bi ga ob tej priložnosti tudi prosili za morda njegov pogled na trenutno, aktualno sliko v državi, glede na populacijo, ki je zbrana, zagotovo kakšna beseda o starostnikih, o njihovem varstvu, o kakšnih domovih za starostnike ne bo odveč. Tako da, gospod Šarc, prosim. Upam, da sem tole dobro naštimal, da se bo slišalo v kamero. Spoštovana predsednica, spoštovani gospod kaplan, spoštovane gospe, gospodje, najprej gospem čestitam ob današnjem prazniku socialne, politične in vsakršne enakopravnosti žensk. Mislim, da tudi na tem področju boj še ni dokončan, da še vedno nekateri imajo srednjeveške ideje in zato je vedno potrebno se boriti za te pravice in danes nikakor ni vse narejeno. Torej iskrene čestitke in iskrena hvala za vse, kar storite dobrega tako za vaše družine, kot tudi za družbo kot celoto.
gojim izjemno spoštovanje do gospe Ivice Žnidaršič, zaradi tega, ker se že celo življenje bori. Je prava borka, bori se za pravice in ko je 2019, kot je že povedala, ko me je povabila za govornika, seveda nisem imel kaj oklevati. Bil sem počaščen. Kajti vedno je človek počaščen, ko ima opravka z ljudmi, ki verjamejo v svojo idejo, ki verjamejo v tisto, kar delajo in ki se trudijo za izboljšanje ne samo lastnih pravic, ampak predvsem za pravice širše družbe in tukaj govorimo tudi zlasti o pravicah izgnancev. In to narediti na proslavi en govor je najmanj, kar je. To ni nobena težava. Težave pa nastanejo pri realizaciji zakonodaje in vsega, za kar se vaše društvo zavzema. Kot smo slišali in vemo iz zgodovine, namreč tudi sam sem ljubiteljski zgodovinar, tako da tudi kakšno stvar preberem kdaj, ne na silo, ampak z veseljem, ker me te stvari zanimajo. In žalostno dejstvo je, da tako Jugoslavija prej, kot tudi Slovenija kasneje ni nikoli od Nemčije zahtevala oziroma ni odpirala te problematike, da bi se pogovarjali o povrnitvi gmotne škode. Spremljam to delovanje že kar nekaj časa vašega društva. Imel sem priložnost biti tudi enkrat na proslavi v Hali Tivoli, kjer se je veliko govorilo o tej problematiki in prezrtost je bila tudi po drugi svetovni vojni v Sloveniji velikokrat prisotna. Dogajale so se krivice med vojno in potem so se ljudem še enkrat zgodile krivice. In tudi tisti režim po vojni je imel svoje velike slabosti in ena izmed njih je tudi ta, kot je že gospa Žnidaršič povedala, da so očitali izgnancem, zakaj niso pobegnili. Kako boš pobegnil? Odkot boš pobegnil golorok, brez orožja, brez vsega, otroci, matere? To je enostavno govoriti, ampak težko je pa to narediti in to ve samo tisti, ki je bil zraven. In ironija usode je, da imamo današnje srečanje tukaj v Trebnjem ravno v času, ko je Rusija neusmiljeno napadla Ukrajino. Uporablja enake metode, kot so bile uporabljene v operaciji Barbarossa 22. junija 1941, ko se je začel napad nacistične Nemčije na Sovjetsko zvezo. Kako se zgodovina grdo poigra in kako se ponavlja kot farsa. In tisti, ki naj bi se borili proti nacizmu, uporabljajo enake metode. In tukaj se moram navezati tudi na slovensko situacijo. Naši vladajoči, ki so danes najbolj glasni v podpori Ukrajini, sami doma izvajajo enake metode. Zakaj so šli RTV-jevi novinarji včeraj na cesto? Dolgo so rabili, ampak so šli. Zato, ker tako ne gre več. Ker na silo ne gre. Z ljudmi ne moraš delati na silo in pričakovati, da bodo vsi trobili v en rok, kajti v demokraciji živimo. V demokraciji, za katero so se naši predniki dolgo borili. To, da imamo danes svobodne volitve, to, da imamo svojo državo in da lahko sami volimo tistega, ki nam bo vladal, to je velika vrednota. In zato je ta usoda se poigrala z današnjim dnem, da se srečujemo ravno, ko vidimo ukrajinske begunce, ki so morali zapustiti vse, kar so imeli in iti negotovi usodi naproti. Nihče nima pravice soditi, kdo je pravi begunec in kdo ni pravi begunec, kajti kdor se ni znašel v tej situaciji, ne bo nikoli razumel. In tudi nikoli ne bomo razumeli mi, mlada generacija, kdo smo mi, da bomo lahko kdajkoli dojeli, kaj so izgnanci, kaj ste izgnanci dali skozi, ali kdorkoli, ki je bil aktivno udeležen v katerikoli vojni, ker vojna je zlo
vojna je uničenje, vojna je kri, vojna so solze in nič drugega. In zato se treba vedno prizadevati najprej v domačem okolju, potem pa širše za mir. In bil sem počaščen, ko se je na obisk najavila delegacija vašega društva, s konkretnimi zahtevami so prišli na našo stranko, da bi želeli, da se vloži zakon, kajti prišel je čas. In imeli so še en predlog. Ne tako, kot včasih slišimo, kako nekateri mislijo, da bodo vse drugi za njih naredili. Ne, gospod Gregor Kaplan je rekel, jaz bi pa kandidiral na vaši listi. Zato, da bom aktivno pomagal pri uresničitvi ciljev, ki smo si jih zadali. In bil sem presenečen in zelo zadovoljen, da so ljudje, ki želijo aktivno sodelovati pri reševanju problemov. In najbolj aktiven je lahko človek tako, da gre na kandidatno listo na neko stranko, poskuša priti v državni zbor in le tako bo lahko tvorno sodeloval pri pisanju zakonodaje, kajti državni zbor je edino zakonodajno telo, razen v tem času, ko imamo vladanje z odloki, ampak to se bo 24. aprila končalo, ker se mora končati. Zato smo veseli, da je gospod Gregor Kaplan naš kandidat za državnozborske volitve, kajti posvetil je svoje delo tej problematiki, študiral je ogromno gradiva, ogromno truda je dal v to in prav je, da državni zbor dobi v svojo sredino tudi takšne ljudi, ki so pripravljeni se boriti za idejo, za stvar in za to, da se nekaj premakne. Jaz se ne bom vračal nazaj v preteklost, kako je bilo. Nenazadnje tudi sem sam imel priložnost okusiti slovensko politiko z najvišjega vidika, ampak zakaj naše vlade ni bilo več? In je ne bi bilo, ne glede, a sem jaz odstopil ali nisem odstopil, zato ker ni bilo dovolj glasov. Ker se tudi na levi sredini nismo dovolj zavedali, kaj pomeni vladavina Janeza Janše, ki jo danes imamo. Jaz sem sicer opozarjal, a nisem bil slišan. In nihče v politiki ne more nič narediti. Prvi pogoj v politiki, da boš kaj naredil, je, da imaš dovolj glasov. Če imaš premalo poslanskih glasov, do 46 je dolga. In zato gremo zdaj z vso energijo, z vso voljo na te državnozborske volitve. Vlada bo v vsakem primeru koalicijska, nihče v Sloveniji ne more vladati sam, ker imamo tak sistem. In ko bo naslednja koalicija, LMŠ ne bo samo kimala, kot je takrat, zato da smo lahko sploh vlado sestavili, ampak bomo zelo odločno zahtevali, kaj mora pisati v koalicijski pogodbi, zato da bomo imeli vlado, ki bo tudi kaj realizirala. In naše zahteve bodo jasne. Obračun s korupcijskimi zgodbami, potem vrnitev države v normalno stanje, takšno, kot smo ga bili vajeni, da ne bomo gledali non-stop nekih protestov, živčnosti, nervoze med ljudmi, ampak da bodo ljudje imeli mir, da bodo lahko delali, da bodo lahko živeli. Potem pa smo se mi na kongresu tudi poimenovali, da smo razvojno-liberalna stranka. In želimo vlagati v razvoj, v raziskave, v znanost, zato, da bomo Slovenija postali družba znanja in če bomo družba znanja, bomo imeli delovna mesta z visoko dodano vrednostjo in če bomo imeli delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, bomo lahko financirali tudi vse drugo, kajti nikoli ne smemo dopustiti, da javno zdravstvo gre po poti zobozdravstva, ker vemo, da že danes vse plačujemo
Nikoli ne smemo dovoliti, mi smo se zelo borili za zakon o izobraževanju, da ne bi bil sprejet tak, kot je bil zdaj. Mi se bomo borili za javno šolstvo, kajti Slovenija brez javnega zdravstva, brez javnega šolstva ne bo uspešna na dolgi rok. In potrebno tudi strogo ločiti, kaj je privatna zdravniška praksa in kaj je javna zdravniška praksa. Zato, ker vsi bomo nekoč ostareli, vsi bomo bolni in takrat bo še kako pomembno, ali imamo zdravnika ali ga nimamo. Nekateri gredo v kampanjo, pravijo, da ne bodo obljubljali, tudi mi nikoli nismo veliko obljubljali in tudi zdaj ne bomo veliko obljubljali, ampak bomo poskušali narediti. Ampak še enkrat, pogoj za karkoli narediti je v slovenski ali pa katerikoli politiki, da je dovolj glasov. Nikoli več ne bomo pristali na to, da bi katera stranka brez odgovornosti podpirala vlado od zunaj. In potem bomo vsi se spraševali, zakaj to ni realizirano, zakaj ono ni realizirano. Vsaka stranka v Sloveniji, ki bo v vladi, mora prevzeti svojo odgovornost, mora voditi svoje resorje in se pokazati s konkretnim delom. Tako kot je rekla gospa Ivica Žnidaršič, dovolj je bilo. In vem, nekateri me kritizirajo, zakaj sem odstopil, zakaj sem to naredil, zakaj je tako. Ampak to je bilo demokratično dejanje. Jaz sem odstopil zato, ker sem želel na ponovne volitve. Ker s toliko poslanci sem ugotovil, da pač premikov ni in nisem želel biti samo na čelu vlade, zato da bom na čelu vlade in da bom igral nekega šefa, ampak če si stopil v vlado, moraš tudi kaj narediti. Ker drugače ljudi farbaš in nima nobenega smisla. Če pa tega ne moreš narediti, je pa boljše, da odstopiš in poskušaš na ponovnih volitvah. Tudi avto, če sredi klanca obstane, ti ne ostane drugega, kot da se spustiš nazaj dol, vzameš nov zalet in greš v klanec. Sicer ne boš prišel daleč. Zato, spoštovane gospe, dragi gospodje, hvala za povabilo, hvala vodstvu društva, da nas je povabilo. Morda si kdo med vami misli, ja, zdaj hodijo pred volitvami, tukaj jih bo povsod polno in hodijo in obljubljajo. Seveda, se je bilo tudi že kdaj tako, ampak mi nismo taka stranka. Na naši spletni strani si lahko preberete naš program, ki smo ga potrdili 27. novembra na kongresu, pri katerem je sodelovalo nekaj manj kot 300 ljudi in smo ga pripravljali leto in pol, tako da smo tehtno zapisali v ta program samo take stvari, ki jih je v pravih pogojih resnično možno narediti. Kajti raznih floskul, raznih ne vem kakšnih razprav je bilo resnično dovolj. Mi smo pred volitvami 2018 obljubili eksplicitno dve stvari. Prva je razbremenitev regresa davčno in smo to naredili. Druga je bila volilni sistem in tudi ta zakon smo pripravili, a vendar je žal na levi sredini sta zmanjkala 2 glasova za novo volilno zakonodajo. Mi se borimo za novo volilno zakonodajo, ki bo človeku omogočila, da bo človeka obkrožil z imenom in priimkom. Tako kot na evropskih volitvah. Ker sedanji sistem ne samo, da ni dober, je diskriminatoren, je slab in ljudem ne omogoča poslati v državni zbor tistega, ki si ga želijo videti v državnem zboru. In tukaj se pa mi kot stranka borimo, tako kot se vi za svoje pravice, se mi kot stranka borimo za ta volilni sistem, da bi nam končno enkrat uspelo premakniti to situacijo z volilnim sistemom, da bi ljudje lahko obkrožili človeka z imenom in priimkom in tistega poslali v državni zbor.
Kar se pa tiče, kot je bilo rečeno, problematike starejših, jo je nujno gledati kot celoto. Kajti skrb za starejše se začne, ko je človek mlad. Če bomo mi mladim zagotovili dovolj delovnih mest, če jih bomo pravočasno spravili na trg dela, če jim bomo omogočili, da bodo lahko prišli do stanovanja, potem bodo ti mladi lahko delali, bodo imeli dovolj pogojev in bodo lahko tudi financirali varstvo starejših. Ker hitro se obrne ta življenjski cikel in hitro si v stanju, ko potrebuješ pomoč. In zato gledamo, smo odgovorna stranka in gledamo stvari vedno kot celoto. Ni dovolj samo usklajevanje pokojnin za to, da ima upokojenec mogoče nekaj evrov več v žepu tisti mesec, ampak je to treba rešiti kot celoto. Z demografskim skladom, s pokojninsko reformo, predvsem pa, kot sem rekel, z dobro delujočim gospodarstvom, ki je temelj vsakega razvoja in vsakega napredka. In če bomo imeli dobro delujoče gospodarstvo, bo tudi dovolj financ za financiranje vseh stvari in potem ne bo potrebno dajati bonov za vsako stvar, ampak bomo zadeve lahko urejali sistemsko. In tudi na področju stanovanj za mlade smo v našem programu zapisali kar nekaj rešitev in v prejšnji vladi pripravili tudi poroštveni zakon, ki bi omogočal najem kreditov in pa odplačevanje z najemnino in še nekaj rešitev je v tem našem programu. Zato, ker skrb za starejše se začne pri mladih. Cel sistem je treba gledati, nikoli samo ene stvari. In tudi odmerni dohodek, odmerni odstotek, ki je relativno nizek zdaj v Sloveniji, se bo na ta način tudi dvignil, če bomo imeli dovolj delovnih mest, ki bodo vse to financirala. Vedno moramo pa razumeti drug drugega in vedno razumeti potrebe in želje drug drugega in potem nam bo lažje. Jaz ne bom tukaj rekel, da bo lahko ali da bo po 24. aprilu, da se bosta cedila med in mleko, ko bomo mi na oblasti, daleč od tega. Čaka nas veliko dela in v kakršnikoli vlogi se bo kdo znašel v vladi, bo imel veliko dela, veliko za opraviti, predvsem javne finance spraviti v red in takega socialističnega gospodarstva, kot ga imamo danes, ko vse rešujemo z boni, se ne bi sramovala niti Milka Planinc. Vi se boste spomnili, ki ste že veliko dali skozi v prejšnji državi in tudi v tej, ker vlada ima za vsako rešitev bon, samo to bo moral nekdo plačati. Vsak bon, ki ga dobiste, boste dvakrat odplačali nazaj. Tega nihče ne pove. To je bistveno vedeti. Mi pa nismo stranka, ki bi delovali na ta način, ampak radi ljudem povemo jasno, odločno, kako je. Problem je treba detektirati in potem ga začeti reševati. In to je ključno. In po 24. aprilu bo veliko dela in zelo veliko za vse. Zato se ne bo treba nobeni stranki pretirano ukvarjati z drugimi strankami, pa kako so drugi narobe naredili, pa kaj niso naredili. Vsak bo imel pred svojim pragom dovolj za pometati. Tako da še enkrat hvala lepa za vaše povabilo, hvala za vašo pozornost in želim še naprej uspešno srečanje danes. Hvala. Hvala še enkrat obema gostoma za tole podano predstavitev tako zakonodaje kot dejansko trenutnega opisa situacije v državi. Slišali ste, drži, res je, odločil sem se za to kandidaturo in seveda izbral sem listo gospoda Marjana Šarca brez oklevanja. Že s prvo besedo v programu jasno
povedo zakaj. Tam se začne z normalizacijo. Normalizacija pa je tista ključna, s katere lahko gradimo naprej. Tisti, ki ste iz Trebnjega in okolice, me poznate, veste, da sem bil svetnik, veste, da sem obsojenega župana pozval k odstopu, da sem odpiral približno 10 oddelkov vrtcev, da sem spravil angleščino, zastonj v vrtce, ker so se mi vsi smejali, in šole, da sem bil nor, ko sem to poslušal, ampak takrat je 126 staršev, vsi so mogli podprti in vsi so podprli. Prej je bila to privilegija bogatih, oziroma tisti, ki so si lahko privoščili 30 oziroma 40 evrov na mesec. Udeležba 8 otrok. Po tistem vsi. To so tiste razlike. Marsikdaj sem tamle predlagal, dajmo se odpovedati cenine za ta ali oni projekt. Kaj se pa gre taka plan? Kaj mislijo, da bomo zastonj sedeli? In podobno. Ne nazadnje, zaradi takega pišmeuhovskega odnosa tamle čez sem tudi odstopil. Taka politika ni vredna, da obstaja in na tak način se ne da voditi ne občine, še manj pa države. Ceno plačujemo pa vsi mi. Tako da na vas je. Ali boste povedali svojcem, sinovom, hčeram, vnukom, da ne grejo vsaj na volitve, in pa, kot je rekla predsednica društva in pa tudi predsednik stranke, mislim, da je dovolj. Ko sem jaz začel delati pri društvu, sem bil najstnik. Ampak, ali bom imel kmalu Abrahama? Meni se zdi, da je dost. Vi si pa sami odgovorite, kako dolga doba je to in da so stvari še vedno odprte. Če mislite in razmišljate in se vidite v tem, kar je bilo danes povedano, potem je dejansko samo ena izbira. Na volitvah Marjan Šarec. Jaz bi izkoristil še to priložnost, da se predsedniku zahvalim in pa njegovim članom ekipe. Noter je simbolično seveda... Že talajo. Noter je simbolično cvičkov šampanc in pa seveda cviček ne moreš brez salame. Ampak ne ga odprt danes. Jaz upam, da ga bomo odprli 24. četrtega, tam nekje ob enih 9 zvečer, približno. Ali na veselje, ali pa na žalost, nekaj božeti. Tu pa seveda smo v krajih, kjer se cviček toči v posebno prirejeno zadevo. Majolka, to je delo enega izmed naših članov, ki se s tem ukvarja. Iz Rake. Seveda gor je tudi napisano, da je to za predsednika Marjana Šarca. Zato ne smem ben drug pici iz njih. Ja, če bo polna 24. do vrha, pa smo zmagali. Seveda, še imamo kakšno minuto ali pa dve, če so kakšno vprašanja, pomisleki, kakšno konkretno vprašanje, tako za predsednico, za mene, za predsednika stranke, izkoristite to priložnost. Vprašajte, kar vas zanima. Mislim, da imamo odgovore na vse. Ne vem pa, če vam bojo všeč. Je kdo? Mogoče kakšna misel od vas sami? Kakšno razmišljanje? Vprašajte, čez pol ure nas ne bo več. Lahko jaz nekaj? Ja, izvoliš. Rad bi vas vse pozdravil, še posebej tiste moje iz Trebnjega,
ki so še živi kot moji pacijenti. Tako da, no, ampak, ker smo v letih, ko ne vemo, če bomo jutri še živi, ne, je treba zdaj narediti, kar se da. Zagotovo bomo vsi rabili javno zdravstvo, ki ga je treba ohraniti. Tale oblast ga hoče privatizirati, ki jo zdaj imamo. In to se zapomnite. Slišal sem, da je ena gospa rekla, Janša je edini, ki nam je dal denar. 250 bon. Ampak zdravljenje enega samega zoba stane pa 500 evrov. To bi bilo to dosti. Mi bi radi simbolično odškodnino izterjali 6.000, ne 250 evrov, ki jih bojo morali naši otroci vrniti. To je sposojen denar. Pri usklajevanju pokojnin, ki je pravilno, da se naredi, dobite par evrov, zato da boste pravočasno prišli na operacijo, bo treba plačati pa 5. Slišal sem od enega, da je dal 8.000 za operacijo kolka. 8.000. Tako, da so tiste drobtinice, ki jih zdaj na naš skupni račun iz sposojenega denarja delijo pravzaprav norčevanje iz lastnega naroda, ki bo moral vse to plačati. Nova oblast ji ne zavijam, ki pride, ne zavidam, ker se bo spopadla z javnimi financami, s katerimi se tile norca delajo in zapravljajo na vse močne viže, seveda na način, da največ dobijo njihovi ljudje. Ne narod, kot narod je dobil bone za to, da bi pozabili, da bi ne videli, kaj se dogaja. Zdaj pa k volitvam. Če spremljate tele javnomnenjske ankete, dobro je, da se je pojavil Robert Golob. On je sposoben človek in krasno je, da bo pomagal, da se sestavi učinkovita, sposobna vlada. Ampak sam ne bo mogel sestaviti vlade, tudi če bo imel največ glasov od vseh strank. Rabimo še nekaj strank na tem koncu in mislim, da je dragoceno, da bo Marjan Šarec svojo stranko pomagal sestaviti vlado, ki bo delala za ljudstvo, ki bo ohranila javno zdravstvo, ki bo ohranila svobodo medijev, da ne bo to TV24, privatna, da ne rečem madžarska zgodba, ampak slovenska televizija, javna televizija, ki bo imela svobodo delati to, kar je za ljudi potrebno, ne pa po diktatu oblasti, ki naj navija samo za tiste, ki so njihovi oziroma ki jim kimajo. Vi veste, kaj se je zgodilo takrat pred toliko leti, ko so kimali. Zdaj pravijo, mi se pogovarjamo z vsemi. Zakaj se niso s Hitlerjem zmenili, da ne bi bilo vojne? Ni se dalo. Z bando se ne da dogovoriti, ali jo premagaš, ali si pa zgubil. In tako je nastala tista vojna in če se ne bi uprli, bi nas ne bilo več, zlasti Slovencev ne. Ker smo bili zapisani izginotju, otroke bi pač ponemčili po nemško. Jaz, ko sem prišel iz izgnanstva, sem nemško znal, slovensko pa ne. Mene so dali v vrtec, po eni strani je bilo dobro, ker sem tam vsaj nekaj dobil za pojest, ampak slovenščine se pa nisem mogel naučiti. Tako da to se ne sme ponoviti. Jaz sem vesel, da bo v tehle volitvah, ki prihajajo, tale oblast končno padla, ker je fašistoidna, fašistična, ima podobne metode dela kot fašisti, se pravi, jemlje človekove pravice, vzame svobodo medijem, vzame ljudem pravico do protestov, ne, in tako dalje. Vlada ne z zakoni, ampak z odloki, tako to ne gre. Ne. In mislim, da je prav, da podpremo stranko, ki bo pomagala, da se to neha in da se naredi ena oblast, ki bo ljudem prijazna in ki bo rešila državo iz poti, ki nas vodi v srednji vek, v stare čase, ko so bili na vrhu
bogati, spodaj pa ubogo ljudstvo, ki naj kima in bo veselo, če pade drobtinica z obložene mize. Mi se tega ne gremo. Evo ga, hvala lepa, jaz upam, da bo. In še to povem, ne, delavsko stranko, ki sem jo jaz vodil, ne, je bila ustanovljena zato, da bi pomagala delavcem iz nezavidljivega položaja, ker delavske pravice ugašajo, plače so nizke, kmalu bo pol ljudi na minimalni plači in zaradi tega je premalo prispevkov za zdravstvo, za pokojnine in tako naprej. Dobički delodajalcev pa naraščajo. Janša pa zniža davke najbolj bogatim. Ne, tako da to tako ne gre. In naša stranka je delavcem dala priložnost, niso jo izkoristili, niso jo podprli in zato jim gre slabo še zdaj. Sindikati so neuspešni, stranke, politike se pa ne grejo. Brez politike pa se danes nič spremeniti ne da, nažalost. Tako da mi smo se v stranki dogovorili, da bomo, kolikor nas je še ostalo, počakali še tele volitve, podprli tisto stranko, kdorkoli hoče, ampak na izvršnem odboru smo se pogovorili, da bomo priporočili, da večinsko podpremo stranko Marjana Šarca, zato da bo zagotovo presegla potreben prag za vstop v parlament in pomagala sestaviti vlado, ki bo boljša, daleč boljša od tiste, ki jo imamo zdaj. Hvala lepa. Mogoče jaz samo besedico, omenjena je bila stranka gospoda Goloba, moram povedati, da mi smo v rednih stikih in smo se že pogovarjali oziroma dogovarjali o tem, da mi se med seboj ne bomo napadali nikakor, ker težimo vsi k istemu cilju. Tako da tukaj ni nobene bojazni, da mi dvoji ne bi znali sodelovati. Tako da tisti, ki bo dal tudi nam glas, ga zagotovo ne bo stran vrgel, ker smo odgovorni in se tega zavedamo. In tudi v sami kampanji nas ne boste ali pa mene videli napadati nobene stranke iz tega pola, ker menim, da je vsak mora narediti svoje delo, za vse je dovolj, za vse je dovolj glasov, za vse je dovolj prostora in moramo delovati enotno, skupno, zato, tako kot je rekel gospod Žnidaršič, da ta vlada odide in da pridemo v normalizacijo. Zato tukaj ni nobene bojazni, da bi se za nas karkoli morali bati, da, ko pravi kdo, se boste potem kregali. Mi se ne bomo z nikomur kregali, se tudi v vladi nismo z nikomur kregali in tako bomo nadaljevali, ker menimo, da politika mora iskati skupne seveda rešitve na tej strani. Ne bomo pa nikoli vstopili v vlado s tistimi, ki so danes v vladi, ne zaradi izključevanja, ampak tako, kot je gospod Žnidaršič lepo povedal, ker se enostavno ne da, ker imamo druge vrednote, druge cilje in zato, kar se tukaj tiče, ni nobene skrbi in lahko ste popolnoma mirni, kar se tega tiče. Skratka, mi se ne bomo nič kregali in je prav, da gremo vsi skupaj v ta cilj, da osvojimo veliko glasov kot skupna celota. Mi smo jih imeli v tem mandatu, je na prejšnjih volitvah leva sredina dobila 54 poslancev in s temi 54 poslanci bi lahko veliko naredili, če bi pač vsi težili k istemu cilju in se zavedali, da je demokracija krhka vrednota, ki se hitro lahko poruši. Tako da smo se veliko naučili, verjamem, in bo po teh volitvah bistveno drugače. Toliko mogoče na gospoda Žnidaršiča in seveda se zahvaljujem za to mnenje. Lepo s tem zaključek. Mislim, da smo povedali tisto, kar je bilo potrebno povedati. Kot vidite, smo se odločili, da danes naša dekleta oziroma žene, gospe, ne bodo kuhale, tako da je seveda na vrsti še malca oziroma mal druženja. Ne nazadnje, več kot 2 leti se
nismo imeli prilike srečati oziroma so bila ta srečanja zgolj pavšalna. Jaz bi se zahvalil vsem delegacijam, da so prišle, novomeški organizaciji, da smo skupaj tole v bistvu speljali kot skupno srečanje. In pa mi dovolite, da se zahvalim tudi mojim odbornikom, se pravi gospej Peskarjevi, ki se mi nekje skriva, gospodu Medvešku, in pa seveda tamlele imam še dve punce, brez Majde seveda ne gre in njene mame. Majda je tisti dobri angel, varuh tamlele na občini, čez katero imam jaz zelo veliko zapovedati, ampak ona je ena redkih tistih normalnih, ki jo lahko pokličem, pa povem, kdaj imam datum za razpis, pa kaj mi manjka v razpisu. Njena mama se je pa tudi letos priključila v tisti naši akciji in je pomagala, da smo speljali vse te obdaritve. Tako da jaz še naprej računam na vašo pomoč. In pa ja, upam, da bomo nekako ostali v vseh teh okvirih društvenih, ki smo jih do zdaj peljali, in da bomo seveda uspešni nenazadnje tako na volitvah in pa kasneje pri sprejetju te zakonodaje. Hvala. Zdaj pa moram šibati v kuhno, ker drugače bo za kjerga zmanjkalo. Za vse sam. Ja. Čakaj, ti bo dala. Gregor, hvala lepa, da si nas zbral skupaj. Bomo vsem tem razmišljali in seveda tudi šli po tej poti, ko smo jo nekako zbrali. Izjemamo danes, boš dobil tudi si eno rožo, drugače to za nas ženske mišljeno. Želimo ti uspeha veliko in hvala lepa za vse.